nočni dvorani. Zato sem prej samo malce še se pošalila, če imamo katerega tukaj, ki je par, ki sta mož in žena. Vih je veliko, ne? No, pa se ljubo je povedati, ne? Se ne bomo mi neč za obljube delali, ampak ne. Se pravi, prej pa sem rekla, da so v tem prostoru imeli ordinacijo. In še ena posebnost je, kako je žena Katarina Švajkhofer pomagala Francu Ipavcu pri operacijah. Zdaj, ona dejansko ni imela pojma o medicini, ničesar ni vedela, je pa imela izjemen posluh za glasbo. In takrat, ko je v obdobju Franca Ipavca, ni bilo protibolečinskih zdravil. Ničesar. To so operirali na živo. Ja, tako. In v tej ambulanti je bil velik klavir in tukaj je Katarina igrala tako blagodejno glasbo, da je zelo zdravilno, učinkovito, pomirjujoče vplivala na paciente. Tako da v bistvu glasba je premagovala tiste bolečine. Ne bom zdaj rekla, da je to, da ni bolelo. Seveda je bolelo, gotovo. Ampak ta glasba je tako pomirjala paciente, da ne morejo opisati, kako je to bilo. Se recimo od Slomšeka, Anton Martin Slomšek, mogoče ste slišali, ko je posvečen v Škofa, bil neblaženi. No, on je svojega strica večkrat pripeljal sem, Franca Ipavcu, in je ta stric rekel, kako je to čudovito, boleče, ampak neverjetno, kako glasba pomirja. No, zdaj tule vidite tak strop, ki je v obliki osmice, če bolj pogledamo, osmica pa pomeni neskončnost. Ali recimo, če pogledamo, sta tako dva prsta lahko sklenjena. Tako da, zato smo takole nekako oblikovali to poročno dvorano. No, potem zavetnik naše župnije Sveti Jurij, vidite, na konju, ki ubije zmaja. Se pravi, povzetek tega je, da zmaga dobro nad zlim. Tako da tudi v naši zastavi, šentjurski, če boste kdaj vidi takle grbek oziroma zastavo, to je Šentjur. Recimo, ne vem, konice imajo samo belega konja. Tako da veliko pripodobnih, ampak ta je originalno naš. No, potem tudi tu imamo te peči, to so Biedermeierjeve peči, to se je še ohranilo v originalu te peči, tako da so v bistvu res neprecenljive vrednosti. Zdaj pa greste gor po stopnicah, pa na levo. Lahko gremo.